Mariborski konzervatorij je ena največjih glasbeno-šolskih institucij v državi, kjer so prve koncertne in solistične izkušnje doživeli danes številni uveljavljeni glasbeniki, med njimi čelista Karmen Pečar in Luka Šulić, harmonikar Borut Zagoranski in mnogi drugi. Sinoči je občinstvo lahko prisluhnilo Beethovnovi uverturi Koriolan, koncertu Horovica in Schubertovi 5. simfoniji. Orkester je pravzaprav tudi sestavni del predmetnika na umetniški gimnaziji, vendar mi to sestavo, ta orkester pojmujemo veliko širše, ne zgolj kot predmet, v katerem sodelujejo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Pogosto povabimo tudi nekdanje dijake, ki so danes študenti, da sodelujejo zraven, da nam na nek način tudi pomagajo. Mislim, da je to zelo pomembna izkušnja na poti vsakega glasbenika. Igranje v orkestru je popolnoma nekaj drugega kot igranje solo. Tukaj res moraš poslušati druge, se nekako orientirati na druge, nisi sam in v bistvu le tako lahko orkester deluje kot celota. Konzervatorij na vsakem koncertu omogoča tudi solistične nastope nadarjenim dijakom. Sinoči je ta čast pripadla dijaku 4. letnika Juretu Joziču, ki so ga izbrali na avdiciji. Letos je bilo prijavljenih 7 kandidatov, 7 dijakov in komisija, ki jo sestavljajo ne samo profesorji na šoli, zmeraj povabimo tudi kakšnega drugega glasbenika, bodisi iz Ljubljane ali iz akademije ali iz orkestra SNG Maribor. Današnji solist bo evfonist, to je inštrument, ki je morda malo manj poznan, zlasti kot solistični, po domače bi temu rekli tuba, pravilno se reče evfonij. Fant je maturant, imenuje se Jure Jozič in jaz sem prepričana, da s kančkom sreče bo lahko naredil veliko kariero, ne samo v Sloveniji, prepričana sem, da se mu vrata lahko odprejo tudi veliko širše. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor ima 2 orkestra, godalnega in simfoničnega. Oba vodi dirigent Slavko Magdič. Seveda so vključeni tukaj vsi dijaki godal, pravi violine, viole, čela, celo dijaki 1. letnika na lastno željo, kar ni obvezujoče za dijake 1. letnika, in tudi pihalna pa trobilna sekcija, odvisno od zasedbe, katero potrebujemo za določeni koncert. Se pravi flavte, oboje klarneti, fagoti, trobenti, rogovi, pa timpani tudi. Poleg nastopov doma so na Mariborskem konzervatoriju ponosni na koncert v Slovenski filharmoniji v Ljubljani in na gostovanje pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini. Za mesto je ta umetniška ustanova velikega pomena, z bogato koncertno dejavnostjo, projekti in številnimi uspehi na tekmovanjih namreč veliko prispeva k glasbenemu utripu Maribora in širšega okolja.